Duh je pustil sled svojega mimohoda. Sodelovanje v konklavu je človeško in duhovno doživetje, ki nikogar ne pusti neprizadetega. Intuitivno sem vedel, da smo bili dolžni poiskati med 133 kardinali, kolikor nas je bilo, tistega, ki je bil že izbran, pripravljen na to izjemno poslanstvo naslednika apostola Petra v globaliziranem 21. stoletju. Tam je bil, v tistem prostoru, skupaj z nami, pod ključem. Naša dolžnost je bila, da ga odkrijemo, kljub temu, da smo se prav malo poznali. Vsak s svojimi malimi in velikimi preračunavanji, vsak s svojimi različnimi cerkvenimi pogledi, z lastnimi upi in načrti za cerkev danes in jutri. Vedel sem, da bo na delu Sveti Duh. Nisem pa prav dobro vedel, kako. Reči moram, da nam je pustil, tako se je zdelo, živahno razpravljati na srečanjih kongregacij, ki so potekala pred konklavom. Potem pa se je med glasovanjem nenadoma povabil k nam. Ime kardinala Prevosta se je ponavljalo glasovnica za glasovnico, postopoma napolnilo celotno Sikstinsko kapelo. In on je bil tam, miren, večino časa zaprtih oči, zatopljen v molitev. Bil je izvoljen, sprejel je. In tako je med nami 266. Petrov naslednik z imenom Leon. Kako da nismo takoj zaznali kvalitet kardinala Prevosta, ki nam danes bodejo v oči? Nedvomno zato, ker je ena od njegovih prepoznavnih lastnosti prav tista diskretna in pozorna zadržanost človeka, ki se ne preriva v ospredje, ki se nima za pomembnega, nasprotno pa njegova osebnost izžareva dobroto, obarvano z naravno avtoriteto. Kako je nenadoma prevladal, brez kakršnih koli napotkov za glasovanje, pogajanj ali razprav, tega ne bomo znali nikoli razložiti. Toda Duh je pustil sled svojega mimohoda v samozavestnem in globokem veselju, ki ga je položil v srce vsakega od nas. To je znamenje, ki ne zavaja. Ta zaupljiva radost je počgala trg svetega Petra in se prenašala od človeka do človeka. Kako čudovita skrivnost je cerkev, ki v svoji krhkosti in časih bedi tudi dan današnji še vedno odseva luč milosti. Dober dan. Zdelo se mi je najprimerneje, da današnje srečanje, druženje začnemo z besedami kardinala Žana Paula Veska, dominikanca, ki je napisal predgovor knjigi Kristofa Henninga Leon XIV, nepričakovani naslednik. Namreč prav te njegove besede, navdušenja, pričevanja, osebne izpovedi se mi zdi, da so me zelo prepričale takoj, ko smo knjigo dobili kot predlog v prevod, ker je zajelo eno vzdušje, ki se mi zdi, da smo ga 8. maja zvečer čutili vsi, da ga je čutila celotna vesoljna cerkev. Vesela sem, da sta danes z nami pater dr. Miran Špelič in pa dr. Drago Cvirk. Drago Cvirk je knjigo tudi prevedel, pa preden se knjige sploh lotimo, gospod Drago, kako ste vi pričakovali in pričakali novega papeža? Tako na kratko. Ja, to ne bom znal prežgati, verjetno. Da bi prosil. Super, hvala. Hvala. Dobar dan. Tako je bilo. Otroke sem pelal na igrišče in jaz sem bral, one so se igrale in strahotno zvoni v celjski stolnici. Tam so bili v senci stolnice, je to igrišče ob Savini. In sem si mislil, no, to je pa en pomemben človek umrl, da tako dolgo zvonijo. In berem naprej, pa mi zvoni telefon, kliče žena, a že veš? Ja, kaj pa je, kdo je umrl? Ne, papež je malo. Ne, tak. Nisem pričakoval, jaz sem pričakoval čez dan ali dva, ker je bilo veliko dobrih kandidatov in
Moram reči, da mi je pa takoj seveda pol kapnal, da so lahko tega izbrali, ki ni bil sicer na listi opazen, bil pa je seveda na takem položaju. 2 leti skoraj, če se ne motim, je bil vodo dikasteri za škope. Se pravi, da je poznal vsaj vso kardinalsko srenjo, oni njega, pa potem tudi vrsto škofov in seveda potem gre glas od enega do drugega in v tem krogu je torej bil znan. Ni pa bil znan širši javnosti, ker prvič ni bil dolgo na funkciji, drugo pa očitno takšen značaj, to se je hitro pokazalo z njegovim prvim nastopom že, da je to očitno zelo blag človek, ki se ne rine v ospredje in enostavno ga medijska pozornost se ni dotaknila. In mislim, da je dobro, ne? Tukaj se vidi zelo močna razlika med njim in predhodnikom Frančiškom, kar je zanimivo, ne nazadnje, ker Frančišek, dokler je bil argentinski, pač buenosajreški nadškof, je bil zelo skromen človek v ozadju. Jaz sem videl več slik svoje čase, ko je še bil samo nadškof, vedno na avtobusu, metroju, s tisto torbo takle stisnen, se držal, kot da ni čist zdrav, a ne. Kar sem videl prej, ker mi imamo v Argentini kar dosti svojih in sem vedel za njega, ni deloval medijski človek. In potem se je pa zgodil ta čudovit obrat, zdaj pa njegov naslednik vsekakor dobro deluje medijsko, ni pa eksploziv, ne rečemo. In to se mi zdi tudi dobro. Malo smo se že o tem pogovarjali, ko smo čakali izvolitev novega papeža, smo v Celju se ravno pripravljali na eno predavanje ob 400-letnici lazaristov, ravno je bil na vrsti dr. Ivan Štuhec in skupaj smo po Sveti maši spremljali prenos, prvi prihod novega papeža, razglasitev, skupaj z trgom Svetega Petra in s celotno vesoljno cerkvijo smo zmolili tisto Zdravo Marijo, ki jo je papež začel in bil je res zelo ganljiv trenutek, ampak danes imamo pred sabo, oziroma ob sebi, prvi slovenski glas Vatikana. Pater Miran je seveda komentiral, prenašal tako pogrebno slovesnost papeža Frančiška, kot velikokrat komentiral na nacionalni televiziji vso dogajanje, v katerega je bila celo pomlad, so bile usmerjene vse oči celega sveta, ne samo katoliškega. Kaj nam lahko poveste iz zakulisja in iz svojega doživljanja? Vi ste bili v službi, vsi smo vas poslušali, niste samo prevajali slovesnosti, ki so se dogajali, ampak smo vse to doživljali res pod vašim tako rekoč duhovnim vodstvom od tistega trenutka, ko je 18:08 se pokadil beli dim, ki ga menda niti videli niste, najprej ste slišali samo zadnje dimčke sem pravzaprav šel opaziti. Vse nam povejte. To je v bistvu že moj 3. papež izvoljeni z mikrofonom pred nosom, ker že pri Benediktu 16. so me angažirali, so me našli, potem pri Frančišku pred 13 leti in pa zdaj pri Leonu 14. Frančiška sem spremljal od začetka, od prvega dimčka, tokrat sem pa dim zamudil. Tako da sem šele zadnje zdihljaje tiste peči uspel videti, ki so se pokadili iz dimnika. In potem lepo sedel na kolo in se zapeljal do televizije. Kot smo bili že dogovorjeni že ves čas, že ko je bil še v bolnici, papež Frančišek, so me že na televiziji nekako angažirali, da naj bom pozoren, da bom takrat prost, da bom na voljo, da priletim na televizijo, ko bo treba. In tako sem bo prišel, dali so mi mikrofon pred nos in začni. Lahko še malo počakamo, damo še kaj drugega, da boste vedeli, kaj povedati, bom že nekaj govoril, vse bomo že se. In potem smo malo klepetali in po 15 minutah je prišel papež Leon na balkon.
Gotovo, vsak ima od nas lahko nekega priljubljenega kardinala, ki malce navija zanj, ampak nisem pa tako navijal, da bi bil razočaran, ker ni bil izvoljen. Ampak vedno sem pa bil odprt in sem imel pripravljeno vse povezave, vseh kardinalov, da hitro na računalniku poiščem tistega, ki bo izvoljen. In seveda potem klik in po 2 klikih sem že imel njegovo biografijo, da sem ga lahko nakratko predstavljal in poslušal. Poslušal, kako spregovori, kako je že način govorjenja, je zelo, zelo poveden. Američan, ki govori italijansko brez akcenta. Ker ko govorijo Američani italijansko, večinoma se zelo pozna, odkot so. On je zelo lepo. To pomeni spoštovanje do tega jezika, v katerem govori. Svojo pojavo me je preprosto navdušil, tako kot me takrat Frančišek, ker je prišel zelo skromno, nenastopaško in pričakoval sem, ja, da bo že izvoljen, samo ne tisto uro, 1 uro kasneje. Je pa, ker sem šel gledati že prej, kako hitro so bili papeži izvoljeni v času mojega življenja, v bistvu so vsi izvoljeni na 4. ali na 5. krogu. Se pravi, ni nič posebnega, ni pa posebna hitrost. Jaz sem bil najdlje, kateri konklav je bil najdaljši v zadnjem času, za Janeza Pavla II. Samo tisti je bil 1 dan daljši, za 4 glasovanje več so imeli, pa tudi to ni ne vem kaj. Če so včasih 2 leti vlekli. Torej, za kulisje, ja, ker sem vedel, da bom moral komentirati, sem si pogledal malo teh zgodovinskih podatkov, tiste zanimivosti, ki znajo biti privlačne pri razlagi. Nisem se pa pripravljal za nobenega kandidata posebej, da bi vedel posebej pripravljeno kaj več o njem. Tisti, ki bo, poslušali ga bomo in ga bomo gledali. Tukaj ni nobenih možnih priprav. Še celo tisto besedilo, ki ga je imel papež na koncu, latinsko besedilo blagoslova, ki je isto, kot ga ima za Urbi et Orbi, sem pozabil doma na papirju. Sploh še nisem spomnil, da bi ga vzel, ampak po 20 letih ga znam že skoraj na pamet, tako da ni bilo tako težko mi tudi iz tega prevajati. Sem pa potem na YouTube videl, nekaj dni kasneje, kako se neki ameriški latinist zabava in se naslaja, ko je dal neko ameriško televizijo, ki je lepo prevajala celo njegov papežev nagovor, ko je prišel pa do latinščine pa he's mentioning Peter and Paul, he's speaking about Our Lady, omenja Petra in Pavla, pa omenja Marijo, ne vem kaj že. No, mi smo to lahko prevedli. Tam ni bilo neko pri pogrebu, tam pa je bilo malo več gradiva, tam pa dobimo seveda saj tisti pridigo se dobil naprej, da se lahko prej prevede. In potem sem tisto delil še z vsemi kolegi, ki so komentirali na drugih televizijah, ker smo večinoma bili to sošolci z istega letnika, tudi na ostalih kanalih. Torej, Robert Francis Prevost je postal 267. papež oziroma 266. Petrov naslednik, ti 2 številki premetavamo sem in tja. Izvoljen je bil v 4. krogu, smo rekli, v konklavu, ki je trajal približno 24 ur. Hitro torej, zvečer 8. maja 2025 in že naslednjega dne, torej v tistem, ko smo izvedeli ime, med predavanjem sem že iskala, kaj je ta človek, kaj publiciral, objavil. Nismo našli kakšnih knjižnih izdaj njegovih, ampak presenetilo je pa vseeno, da je naslednjega dne že prišla ponudba za prevod knjige o novem papežu. Torej v petek 9. maja in ponedeljek 12. maja smo že dobili celotno besedilo te knjige, torej v francoščini seveda, in 12. maj oziroma potem 14. je tudi uraden izid knjige, ki je v francoščini izšla. 12. maja je avtor, torej Kristof Henning, ki je sicer ugledni novinar,
osrednjega pariškega krščanskega tednika Le Croix, ne, in pa novinar tudi na radiju Notre Dame, tudi sicer vatikanist, napisal že biografije prejšnjih papežev, tudi že nastopal na televiziji in predstavljal knjigo, ki je išla, torej niti ne teden dni po izvolitvi. Zdaj smo 6 tednov po izvolitvi in jo tudi že beremo v slovenščini, za kar seveda gre velika zasluga dr. Dragovu Cvirku, ki je v 2 tednih ekspresno prevedel to besedilo. Nisem ga v zakulisju vprašala, če si je s spletnimi prevajalniki kaj pomagal, pa ga tudi zdaj ne bom. Jaz sem si pa, ker francosko ne znam. Ampak ja, seveda je bil to živ prevod in pa ta knjiga, sem prav včeraj raziskovala, obstaja že v slovaščini, portugalščini, tudi v Braziliji je nova, zdaj je šla v poljščini, hrvaščini, nemščini, angleščini. Tako mislim, da je 9 jezikov, včeraj je bila prevedena, mogoče danes še v kakšnega. Ko smo se pogovarjali o tem, ne, kaj se, pa se še bomo zdajle, kaj se dogaja na Koklavu, seveda ta knjiga ne razkriva nič takega, kar ne bi smelo biti razkrito, česar ne bi smeli vedeti. Je pa mogoče ta pogled prav kardinala Veska, en tak, iz katerega je tudi avtor, potem ko sem pogovor malček spremljala na televiziji, njegov francoski, črpal, ne, iz izjave, ki jo nekdo da, iz dejstev, ki jih lahko pove, lahko marsikaj sklepaš, v katero smer je šlo. Vsekakor vemo, da je povedal, da je papež Leon dobil zavidljivo, veličastno število glasov. Pa mogoče, ne vem, dr. Cvirk, kolikor poznate, ali pa pater Mira, če pogledamo, no, kako se je potekal konklave, ne, kaj je tisto, kar zaznamuje vsakokrat te volitve, ne, no, to spoštovanje, to je tudi razlog, zakaj te informacije še niso zapisali, nič takega, kar ne bi smelo biti, torej res to spoštovanje molčečnosti, svetosti tega, kar se tam dogaja, ne, tudi glasovnice se skurijo za nazaj. Sicer imamo podatke, kdo je v katerem krogu dobil koliko glasov, ne vem, kako je do tega prišlo, ampak mogoče še res sama beseda o konklavu kot takem, ne, spremljali smo ta obred, mašo, zaprtje, do tistega trenutka extra omnes. Kaj se je dogajalo pa potem? Verjetno res tako, tale avtor tole piše, je bilo nekako obzorje se je razvedrilo že med temi pogovori pred konklavom, da je bilo dokaj jasno, kam je treba usmeriti Petrovo barko in seveda, potem so pa iskali primernega človeka in očitno pač jaz osebno res imam občutek, da na koncu pride ven tisti, ki ga izbere na veliko presenečenje vseh kardinalov, vsaj skoraj vseh, Sveti Duh, ne. Tako da skoraj vsak papež bi rekel, mogoče izjema Pavel VI, so bili nepričakovani. Čeprav po drugi strani ne, se mi zdi, da mogoče pa je Frančišek nekako, bi rekel, slutil ali pripravljal, ker izperuje enega škofa, ki je pa slučajno Američan, pa Avguštinci in tako naprej, ne, vzameš v Rim za kadrovskega direktorja, če rečem tako, ne, in da je mogoče videl v njem potencial. To je že po mojem moral biti, ne, intuitivno, tako da, bi rekel, to imam jaz malo na sumo. Sem pa bral te zadeve, ne, kak so kaj bili papeži, in se veste, to imaš 4 odstavke, pol naprej pa treba plačati, ne. No, in sem prebral glih do zadnjega stavka, kjer je pisalo, po 400 letih je to prvi kadrovski direktor, ki je postal papež. Manjker je pa kateri je bil, ne, jaz sem se vatral, da bi ga odkril, ja, tistega,
ker sem prevajal zgodovino Kurije, pa tudi tam nisem našel, kjer kardinal je bil kadrovski direktor. Samo to je res dobro zadeva v tem smislu, ne, da pozna ljudi, ve, kako ta mašinerija teče in se odvija, zraven je pa sam bil predstojnik Avguštincev, ne, za cel svet. Ne. Pol je bil pa v pastorali kot škof. Tako da tu se je izjemno široko paleto izkušenj nabral. Zdaj v zadnjem času pa berem tudi, ne, ima velik intelektualni potencial. On je bil tudi predavatelj, a ne, se pravi, da ima te pedagoško-znanstvene izkušnje in mislim, da bo tudi iz tega veliko prinesel. Že to, ne, da je rekel recimo Leon XIII se je soočil z industrijsko revolucijo, mi se soočamo z digitalno revolucijo. No, sem si mislil, še takrat sem si mislil, pa koliko on to ve, se je bil skozi v kloštru, pa škof, ne, pa ve za digitalno revolucijo, jaz imam pa težave, da to povem. Tako da, mimo grede, kar se prevajanja tiče, ne, ima tudi tukaj težave z digitalno kaj najti. Lahko povem eno anekdoto. Sem se enkrat pritoževal njemu, ravno v zbornici, sem rekel, daj, poglej tole prosim, a je to normalno? Vsi spoli zmešan, glagoli v nepravem času, pa to. A je ta človek normalen, ko je to napisal? Ena kao seminarska je bila, ne? Je pa rekel, botno pametni, to je računalnik prevedel. Meni se sanje ni, da računalniki že prevajajo. No, študenti so seveda to vedeli, tako da so nas okoli vozili. In to me je presenetilo, gledajte, ta človek pa se tega zaveda in se je že pripravljen soočiti s to novo revolucijo. Tako da to je res nekaj izjemnega. Da še malce govorim iztočnicah konklavu, oktobra smo bili v Vatikanu, tudi v Sikstinski kapeli, in ker smo bili zelo majhna skupinca, nas je vodička, ker je nastala gneča, peljala po enem stranskem stopnišču, rekla, so mi dovolili smem, in nas je peljala po Beninjevem stopnišču, po tistih kolonadah, in smo prišli seveda pri Svetem Petru ven, ampak kakšna občutja te prevevajo, da si imel možnost to videti, in to je verjetno stopnišče. Sem tudi jaz, ki sem stopnišču šel čisto nehote, ker smo prišli do Sikstinske kapele, in potem se hočemo pa obrniti, pa iti nazaj v drugo smer, pa nam ne pustijo. Zakaj? Hočemo biti na trg, ki bo zdaj Angelus. Čakajte, pejte tle odzadaj. In so nas peljali po tem istem kraljevskem stopnišču, tako da je to res tako lep prostor. Nisem niti vedel, kaj to je, ker je kolega potem povedal, kot smo hodili. To je stopnišče, po katerem menda tudi kardinali pridejo v Sikstinsko kapelo, ko grejo v konklave. No, torej konklave je res ekstra omnes, vse naženejo ven, torej skoraj vse, neke osebe mora tam biti, ampak predvsem pa naženejo ven so tisto firčnost, ki spremlja dogajanje in je čisto prav tako. Res pa je, da se potem, tako kot umetna inteligenca, ki si veliko stvari izmisli, se tudi že prej, ko še do umetne inteligence, so si človeške inteligence izmišljavale malo kakšne podatke, koliko glasov je kdo dobil in s tem se seveda nekdo hoče pohvaliti, ampak vprašanje pa, čemu to služi. Tako da je čisto prav, da se pusti Svetemu Duhu, da dela malo da dela povsem po svoje in da uporabi orodja, ki jih ima na voljo. In mislim, da je tukaj res Robert Prevost bil zelo ustrezno orodje, ker ko je nastopil že takrat, ko je izstopil, ko je prišel na balkon, se je pokazala njegova skromnost pa odločnost, njegovo nepospetništvo. Imamo, kako se pride recimo do nekega položaja. Nekateri so karierni alpinisti in znajo zelo uspešno uporabljati ne samo kline, ki jih zabijajo kamorkoli že in vrvi, ampak znajo tudi stopiti na glavo komu.
In doseže marsikdaj, ja, samo za kakšno ceno. Pri Leonu XIV se pa vidi, da ni plezavec. On se pusti odnesti in ga je lepo sveti duh zagrabil pa postavil tja. Ampak se je znašel na tem mestu. Marsikdo drug bi, pa ne može biti kdaj, kdo že je pobegnil z tega mesta. Ne mislim tako kot Benedikt XVI, ampak to se mi zdi pobeg. Ampak da je že kdo rekel, ne, jaz pa ne mislim na to, se vstraši. Ali pa preprosto se zaveda, da ne bo, on pa je rekel, čuti se sposobnega, obenem pa ve, da se ni sam prizadeval za to, da ni kupoval glasov, ampak da je preprosto sprejel. Je zelo to, ker je njegov nastop, že pri tistem prvem nastopu, je prišel na misel, vsi tile moji zadnji papeži, ki sem jih še od srednje šole naprej spremljal, vsi so se pokazali tukaj pri njej. Se je dalo videti Janeza Pavla I, Janeza Pavla II, Benedikta XVI in Frančiška. Hkrati pa ni bil kopija nobenega od njih. In takrat sem že mi to prišlo na misel in to še vedno ponavljam, da je dober naslednik in vsebuje duhovno genetiko vseh tehle svojih predhodnikov, hkrati je pa zelo izviren. Kot pravi tudi, da ima v svoji genetski strukturi kar nekaj tudi ne samo Francije, Italije in Španije, pač pa tudi Afriko. Vse to ne bi se v njegovih genih, pač so na genealoške te raziskave so pokazale tudi, da ima zelo bogato žlahto. Tudi tako, na katero morda niti ni najbolj ponosen. Ampak recimo Hillary Clinton, imate nekaj skupnega prednika s Hillary Clinton, z Justinom Bieberjem, z Justinom Trudeaujem. Na kaj je to? To je kanadski premijer. Bivši. Predvsej liberalen. Na kaj sem takoj pomislil? Na Jezusov rodovnik, kjer imamo tudi vse sorte ljudi napisanih. In s tem prihaja, ampak nošen od Svetega Duha. Z vso to dediščino. In upamo, da bo kaj dobrega naredil. Iz to trdno upam. Ko ste že malček namignila, v kolikšni meri je bilo papeža Leona oziroma kardinala Prevosta za izvolitev mogoče napovedati. Torej, papež Frančišek je imenoval veliko kardinalov, tudi ko ste se, mislim, da leta 18 prvič srečala v Peruju, torej s Prevostom, mislim, da je tako vsaj Henik tudi piše, močno opazil tega človeka. In na nek način ga je ravno za tem sponom, torej imenovanjem za dikasterij kardinala uvrstil med naslednike, ki jih je nekako diskretno pripravljal, tako vsaj zdaj novinarji tudi pišejo, ga na nek način lansiral v orbito, ampak zanimiva mi je bila še ta misel, tudi navaja besede svetega Bernarda, pravi, da so se nanj obrnili med nekim konklavom, ko so kardinali oklevali in so se obrnili zanj po nasveti, takole povedal. Ali je prvi kandidat svetnik, potem naj za nas, uboge grešnike, izmoli nekaj očenašev. Je drugi kandidat izobražen, naj napiše kakšno učeno knjigo. Je tretji preudaren, ta naj nas vodi in postane papež. Imamo tak vtis ob Leonu XIV, mogoče še ena zanimiva vzporednica. Na svoj 39. rojstni dan leta 2001 ga je generalni kapitelj Avguštincev izvolil za generalnega priorja, torej za vrhovnega predstojnika reda, in tudi te volitve so menda trajale celih 20 minut. Skratka, ko so ga spoznali, so ga zelo hitro izvolili. Tako piše, oziroma tudi med drugim, torej avtor v knjigi predstavi tudi te tako imenovane papabile, tiste najbolj najresnejše kandidate, ki bi imeli lahko lastnosti, da bi bili dobri papež, in jih nekako predstavi tudi kot žrtev pregovora, kdor stopi v konklave kot papež, odide kot kardinal. Marsikaj sta zdaj že sama omenila, 6 tednov po volitvah, po izvolitvi, po imenovanju, po delovanju Svetega Duha, kakšnega papeža smo dobili, kakšnega papeža je dobila vesoljna cerkev.
Njegov brat, starejši brat, recimo tudi te izjave navaja, avtor v knjigi ga opiše kot svetniško potrpežljivega, nekaj takega sta tudi že omenila, sploh recimo glede na prejšnje papeže in človeka, ki skuša združiti vse ljudi, kar pravi, da je pa tudi nemogoče. Kakšnega papeža smo dobili? Ja, jaz seveda imam, kot vidite, zelo dober vtis in kar je v tej knjigi, navaja takšni mislim, kar sem kasneje bral, pa njegove nagovore, ki jih je imel, nastope. Jasno, se mi zdi, da ena lastnost izstopa, ali pa dve, ki sta tesno povezani, preudarnost in potrpežljivost. Se pravi, ne skoči na prvo žogico, ni eksploziven, ampak zadeve pretehta. In zdaj seveda preudarnost, zato sem bolj rekel potrpežljivost. Ni preudarnosti brez potrpežljivosti. In ko rečem potrpežljivost, jaz sem bil vedno, dokler nisem dobil otrok, vedno presenečen, zakaj sveti Pavel začenja himno ljubezni, ljubezen je potrpežljiva. To se mi je strašen čuden zdel. Kaj pa imaš vica potrpežljiv, recimo, če imaš prav, če veš, kako stvari so, poveš, oni imajo pa za poslušati, ne. No, potem sem pa zdaj ugotovil tudi na stara leta, da potrpežljivost je izjemno pomembna v medčloveških odnosih in seveda, ti sem že vedel pri študiju, ne, tu nekaj, zic leta mora biti, če ne nič ne ugotoviš, pa ne narediš. Ampak to se mi zdi, da on ima, ne, pač izžareva, ne, in verjetno je to danes potrebno. Sem pa zadnjič prebral enega dominikanca, rektor je bil ene katoliške univerze, pravi tole, ne, da papež poudarja doktrino. Samo moramo razumeti, kaj s tem on misli. In potem navede 3 primere, kjer pokaže, da razume seveda doktrino kot to živo izročilo, stvari, ki držijo, ki jih je pa obenem treba tako premisliti in tako potem izraziti, da nagovorijo sodobnega človeka. Ni to nek fundamentalizem, ni to neka indoktrinacija, ne? Ker indoktrinacija je ravno to, da nisi ne preudaren, ne potrpežljiv, ne? Tak je pa nič drugače. In ta dominikanc pravi, ta papež bo zdaj povezoval ravno to, vero in razum. In mislim, da bo. Aha, no, zdaj pa Ja, to je Avguštinova vera in razum. To je Janez Pavel II tudi ponovil s tisto okrožnico. In ravno tako povezovanje, mislim, da se pri njem dobro pokaže. To je povezovanje antike in sodobnosti. Ker je pri vsakem svojem nagovoru je že kaj omenil tudi od cerkvenih očetov, kar je seveda meni na dušu pisano. Mislim, všeč. Tudi predaval je cerkvene očete, čeprav je po stroki cerkveni pravnik. Pa ker Avguštinci morajo vsi malo obvladati tudi cerkvene očete, je pa še to zazraven imel. Pa še matematiki je. In tudi tukaj vsega matematiki lahko vzamem za svojega patrona. Sem že v nedeljo pridgal, ker nedelja Svete Trojice, jasno, da sem takoj začel z matematiko pa s papežem. Smo prišli do imaginarnih števil. Njegova prva diploma je bila iz matematike. Sicer pa vidim, da je on tudi ena dobra, odlična kombinacija antičnega homo novus in pa ameriškega American Dreama. Zanimiva povezava, ker nam je eno in drugo se nam zdi precej daleč narazen in precej različno. Homo novus pomeni nekdo, ki se pojavi
v družbi na pomembnem mestu pa ne prihaja iz neke z nekim uveljavljenim pedigrejem. Nekdo, ki pride na novo, novi človek. Videli smo, kako je odraščal, v kakšni hiški so živeli, kako skromno so se prebijali čez tista povojna leta. In tudi iz genealogije njegove se vidi, da ima tudi precej take, nima nekih velikih plemenitašev v svoji familiji, ni fon. American Dream je spet pride iz nekega skromnosti, nekdo, ki ga situacija prinese na površje in je njega pripeljala je sledil Svetemu Duhu in prišel od nekega misionarčka tam v Južni Ameriki do papeža. In ravno to je tisto, kar je, pri čemer se on ni trudil za to, da bi prilezel višje. Včasih se nekateri so homo novus, je dostikrat marsikakšen bil povzpetnik. Pri njem tega je očitno, da tega ne počne. Pač pa, da zna, kot ste že rekli, zelo preudarno nastopati. Njegove besede so premišljene, malo imel skicirano, ni imel napisanega govora, tistega prvega, ampak je pa imel neke točke na listu. In vsaka beseda je imela svoje mesto. In tem je dober dedič Svetega Avguština, ki ima tudi zelo natančno izražanje in preudarno. In tak človek je zanesljiv, na takega se lahko opremo, takemu lahko zaupamo. In to, kar je do zdaj rekel, to samo potrjuje. Papež miru, beseda mir je tista, ki se je pri njem veliko krat. Začel je, njegov pozdrav bil ne dober večer, ne hvaljen Jezus, ampak tisti Jezusov velikonočni pozdrav, ko smo bili še v tistem času, mir vsem. In gotovo, da ve in vidi, da si bo treba prizadevati za mir še bolj intenzivno v tehle dneh. Kako bo to delal, bomo še videli. Ampak zagotovo preko vatikanske diplomacije, preko svojega kolega Parolina, ne ga je že potrdil, ali ga še ni. Je, zdaj je vse potrdil, zaenkrat. Tako da, zelo modro. Takole tudi avtor nekako ocenjuje, da je tisto, kar bo njegova moč za krmarjenje čolna Svetega Petra, njegove izkušnje na terenu, ki jih je torej pridobil kot škof, njegova služba cerkvi, torej tudi kot služenje že v kuriji oziroma prefekt dikasterija za škofe in pa seveda njegov redovniški poklic. Pater Miran, mogoče še vseeno kakšna beseda, bil je redovnik Svetega Avguština. Kdo so Avguštinci, glede na to, da smo v frančiškanski hiši, tudi s tem so Avguštinci povezani? Tako je. Preselil se je pravzaprav samo za čez cesto, kajti Avguštinska kurija je takoj zraven Vatikana. Tam sem tudi študiral zraven, ker se predstavljam, da je kolonade v Rimu, gledate proti Svetemu Petru, pomislite na levi lok kolonad na vaši levi strani in na sredini teh kolonad, samo čez cesto, kolonade objema ulica Pavla VI. In na drugi strani ceste je Avguštinska kurija in pa Avguštinska šola Avgustinijanov, kjer sem študiral in potem tudi pri doktoratu dobil prevostov podpis na doktorat. Tako da imam že nekaj. To ni dekret, ampak. Avguštinci so naš sorodni red, recimo so nastali podobno kot frančiškani, v visokem srednjem veku. Skupine pobožnih mož so si vzeli v roke Avguštinovo vodilo, ki ga je napisal za skupino klerikov, ki so živeli skupaj z njim v Hiponu, v Severni Afriki, kjer je bil škof in je imel na neki način semenišče za škofe. Tisti njegovi sodelavci so večino potem postali škofi naokrog. Takrat se jim to delalo preko vatikanskega dikasterija. In v srednjem veku so vzeli Avguštinovo besedilo in so se nam oprli in začeli živeti skupnostno življenje, podobno kot Frančišek in njegovi. To je bil pač tak čas, ki je bil nekako odprt za to vrstno
tovrstne redove. Imenovali so se tudi puščavniki svetega Avguština, eni so bili diskalciati, so bili malo strožja veja, so bili bosonogi, se spomnite oče Marko Pohlin, bosonogi Avguštinec, smo se ga učili. In v Ljubljani so imeli eno cerkev na današnji Ajdovšni, ki je bila podrta še malo pred potresom, in druga je bila tale naša, kjer jih je pa nagnal Jožef II, ker niso hoteli sprejeti župnije. Mi smo pa pripravljeni to sprejeti in zato nas je preselil iz naše bivše cerkve, kjer ni več, tako je zdaj tržnica, so pa še vsi temelji tam spodaj in tudi kleti so še, obokane kleti, tam kjer bi lahko kleti parkirali, ne, tam bi hoče garaža tam trditi. In tudi grobnice so še, nekatere so še 200 že odkriti, ostale grobnice so pa še tam pod tržnico. Tam so bili frančiškani, smo se preselili sem in smo dobili v dediščino njihov malce imenitnejši samostan, zato je naša cerkev frančiškanska malo bolj nobel kot kakšne druge frančiškanske cerkve. Na Brižnici binglja z nogami dol sveti Avguštin in na hodniku ob uri samostanski sta portreta Avguština v mladosti in pa Monike, ki pretaka solze nad njegovim grešnim življenjem. Toliko so pustili za seboj, ostalo smo pač mi prinesli iz frančiškanskega. Torej, smo na neki način dediči njihove cerkve. Avguštincev je na svetu nekaj čez 2000. To ni eno od teh večjih, močnejših redov, je pa dokaj vpliven, ker imajo pač to avguštinsko dediščino, se sklicuje na svetega Avguština, imajo svoj patristični inštitut, ki je del Luteranske univerze v Rimu in zdaj, kot vidite, so nam dali papeža. Zagotovo. Še vas kaj zanima ali pa bi želeli kaj pokomentirati, vprašati zdaj povabljeni k besedi, kako misel? Lahko kar, frančiškani so 800 let, ne? Kaj pa Avguštinci? Približno isto. Smo približno istega obdobja, tam 12-13 stoletje. Če se je kdo peljal tukaj dol po Dravi proti Mariboru, je videl tam levo neko velikansko obzidje, stavbo. To je bil njihov samostan v Muti. Zdaj sem videl, da nekaj mislijo obnavljati, neki denar so dobili. To je bilo zelo pomembno tudi gospodarsko pa intelektualno središče do jožefinskih reform. Tako da v Sloveniji na več mestih so oni kar pustili neki pečat. Saj ni nazadnje, kot je omenil Miran, Marko Pohlin je prišel z tega reda, se pravi, to je zrast, to okolje je bilo ustrezno intelektualno, da se je to lahko zgodilo, da je on zrastel iz tega ven. Hvala, še kakšna misel? Prosim. Jaz imam eno vprašanje glede na okolje, kot istočnico, ki ga je dal Gospod. Kako je pa okolje našega krščanstva v naši državi pa po svetu, krščanstvo danes pripravljeno na reforme novega papeža? Kako se bo ta okolje odzval na njegove spremembe? Oziroma kako mu bo ta okolje bolj tresel ali naredil mirno morje na lojtri, na vrh katere je. Kako vi to ocenjujete? To je tisto, predvsem naše trenutno dogajanje v svetu je katastrofalno. Včasih se kot kristjan sprašuješ, zakaj katoliki tako ščitimo ali pa ščitijo početje Izraela, po drugi strani se pa vprašaš, kje živiš in kako je to okolje tisto, ki naj bi sprejelo in sledilo temu papežu. To je ključni del njegovega poslanstva oziroma Sveti Duh bi tudi ta okolje rabil, da bi ga dojel, razumel. Hvala lepa. Bom svojo več malo povedala tega. Jaz mislim, da je svet z veliko naklonjenostjo sprejel njegov nastop, zato ker so prepoznali mnogi v njem res to neko uravnoteženost in treznost, preudarnost
In pa tudi, mislim, da bo tudi dovolj odločnosti, ker je znal že jasno tudi povedati kakšno stališče do svojih sonarodnjakov. Tako da, po moje, slišali ga bodo, tako ja, slišali ga bodo, poslušali pač, upajmo, da vsaj nekaj, ne? To meni se Šlogarca, da bi znal povedati, kako bodo poslušali njegove spodbude. Kar zadeva Izrael, ne bi šel zdaj odpirati neke nove teme, ampak mislim, da je tudi glede tega papež zelo jasno povedal, kakšno je stališče, da Izrael kot, to so naši starejši bratje. In starejšega brata je treba znati poslušati. Tudi če smo mi prišli naprej v kakšni, če smo uspeli dojeti kaj več, kot je on dojel. Torej, tako spoštovanje do Izraela je, mislim, da je potrebno, nasplošno gledano, do njihove teologije tudi, čeprav so obstali tam, kjer so obstali. Predvsem pa je dobro, da smo tukaj trezni pri presoji mediokracije in tega, kaj nam ponujajo mediji, in današnje vojne se ne bijajo toliko več na frontah kot na Soški, kjer sem bil včeraj, niti ne z bombami in droni zdaj, ampak se te vojne bijajo zelo veliko tudi na medmrežju, na informiranju, prepričevanju in lansiranju določenih informacij. Zato je tukaj dobro, da smo zelo previdni. Mislim, da je papež, ki je pozoren na digitalno preobrazbo družbe, da bo znal tudi to zelo jasno nagovoriti, da se ne bomo pustili zavajati tistim lažnim prerokom, ki nas želijo tako ali drugače uslužiti. Ja, jaz kaj nimam dodati, razen ravno to bi tudi sam poudaril, ne. Moramo poskušati biti kritični do medijev. To, kar slišimo iz prevladujočih medijev, je bolj kot ne ponavljanje pogledov zelo ozkega kroga. Če pa hočemo videti čez, ne, se pa moramo malo potruditi. Sam pač imam to srečo, da berem tuje časnike že vse življenje praktično, pa lahko poslušam druge televizije, gledam in vidim, ne, kakšna je medijska slika pri nas, kako je pa drugod. Mogoče tukaj še eno misel, ne, ravno v zvezi s tem. Ta papež bo delal na tem, da v cerkvi ohranja pluralizem. Kajti to je pogoj za razumno, preudarno, kritično delovanje. In mislim, da se to tudi kaže, to pa ta avtor tukaj dobro izpostavi, ker je to v precejšnji meri francoski problem, da je zavzel mnogo bolj odprto vprašanje do integristov oziroma do tradicionalistov, ti, ki zagovarjajo latinsko mašo, ne? In da je tudi tukaj treba poiskati neko rešitev, dovoliti njihov glas, da se sliši, ne ga zatirati, ne? Tako da tukaj jaz vidim eno željo po pluralnosti v cerkvi same. Je pa v Franciji, ne, to bi rekel, po svoje pereč problem, ki pa se vleče od francoske revolucije. Pred francosko revolucijo so bile po škofijah liturgije zelo škofijske, rečemo, ne. No, po tem, kar se je pa z revolucijo dogajalo, je pa cerkev začela to zadevo enotiti liturgijo v Franciji.
bili so odpori, še celo arski župnik v prvih letih je bil nagnjen k tej obrambi lionskega obredja tam, ko so ga imeli. No, potem pa je sprejel rimsko verzijo, da je treba cerkev tudi liturgično poenotiti zaradi vseh pritiskov, ki se v Franciji dogajajo proti cerkvi. In to je še danes v Franciji, ta nevarnost, da bi eni hoteli se zaviti, prešraufati. Frančišek jim je kar precej obudil, proti tistemu, kar je prej naredil Benedikt. Ta pa zgleda, da bo zdaj to vprašanje na tak način reševal, da bo rešil neko pluralnost in odprtost. Leon XIV kot vodja najmanjše države na svetu, pa vendar milijarde in pol vernikov skoraj, res začenja pontifikat v obdobju velike svetovne krize brez primere, hkrati ga je pa začel v velikonočnem času in v svetem letu upanja. In tudi Henning ga v tej knjigi postavi pred številne izzive, ki čakajo tako cerkev od misionarjev, pedokriminala, sinode, položaja žensk in tako naprej, kot tudi pred izzive svetovnih razsežnosti in o njih piše. Tudi to, kar smo že rekli, ime si je vzel po Leonu XIII. Družbeni nauk, če hitro s tem povežemo, omenili smo že digitalno revolucijo, tudi v nedeljo je papež eno tako lepo misel izpostavil, kako digitalni mediji odlično povezujejo ljudi na različnih koncih, hkrati pa moramo paziti, da ne oddaljujejo tistih, ki so si zelo blizu. Pa če za konec si drznem tako zelo pavšalno malček strniti, če se ozremo k predhodnikom papežev, nekako v sredo prejšnjega stoletja. Takole. Sveti Janez 23. je bil izvoljen v starosti 77 let. Vladal je 5 let, dočakal 82 let starosti. Poznamo ga kot Janeza Dobrega in tistega, ki je začel drugi Vatikanski koncil. Sveti Pavel VI. Je bil izvoljen v starosti 66 let. Vladal je 15 let, dočakal starost 81 let, zaključil Vatikanski koncil. Blaženi Janez Pavel I. izvoljen v starosti 66 let, v isti starosti tudi umrl, vladal 33 dni, če rečem vladal, papež, to je bilo leto 3 papežev, 78, imenovan smehljajoči papež, zadnji italijanski v nizu 455 let in pa papež Frančišek ga je razglasil za blaženega. Sveti Janez Pavel II. Pri konklavu sicer nismo povedali, ampak zaslužen tudi za to, da papeži zdaj živijo v dobrih razmerah v tem času, ne več zaprti, kardinali, ne več zaprti vsak svojo posteljo in vsak svojim prenosnim straniščem, kot so nam pripovedovali včasih. Torej, Janez Pavel II. Izvoljen v starosti 58 let, vladal 27 let, umrl star 85 let, prvi poljski papež, prvi neitalijanski po 16. stoletju, kanoniziral več svetnikov kot vsi njegovi predhodniki skupaj, drugi najdlje vladajoči v zgodovini, rehabilitiral Galileja, začel beatifikacijo Mater Terezije. Sanito subito, takoj svetnik so vzklikali po pogrebni maši, če smo si recimo ga potem zapomnili. Benedikt XVI. Izvoljen v starosti 78 let, vladal 8 let, umrl star 85 let, prvi nemški papež po 16. stoletju, prvi novodobni papež, ki je odstopil, začel beatifikacijo Janeza Pavla II. Za papeža. Na papeža Frančiška pa imamo še zelo svež spomin, torej izvoljen je bil star 77 let, 12 let je papeževal, umrl star 89 let, spet prvi neevropski papež po dolgem času, prvi iz Amerike z južne poloble, prvi jezuitski papež z novim nesestavljenim imenom. Leon XIV. Kaj napovedujeta, po čem se bo zapisal v zgodovino? Mislim, da ni naša naloga, da bi tukaj napovedovali in potem kontrolirali iz napovedi, ampak da predvsem prisluhnemo temu človeku, da prisluhnemo z naklonjenostjo in da sledimo tistim njegovim spodbudam, ki nam jih bo dal kot vrhovni pastir cerkve. Bolj kot neka pričakovanja, ki se potem izpolnijo ali pa ne izpolnijo,
je koristna neka preprosta odprtost in pa pozornost na to, kaj govori, kaj dela. Smo se z bratom mlajšim pogovarjala o papežu, pa mi je rekel, veš, to bo pa prvi papež, ko me bo pokopal. Se pravi tako, da verjetno tudi mene, tako da kaj napovedovati si ne upam. Bo pa zdaj on razglasil za svetnika Karla Akutisa, mladeniča, ki se je spoznal že na digitalno revolucijo, pa mislim, da bo septembra bo to, ne? Da bo to tak en lep verski, simbolni dogodek, ki bo le tudi pokazal, kje je zdaj tista od enih prioritet naše cerkve in da izkoristim priložnost, pa naredim malo reklame. Mohorjeva družba že ima življenjepis blaženega Akutisa in ga je vredno prebrati. Mogoče se bo našle kakšne zanimive pa nove usporednice med tem mladim blaženim in novim papežem. Hvala lepa. Mogoče res čisto za konec, tudi kot odgovor na vprašanje, ki ga je prej gospod postavil še na misel kardinalskemu zboru 10. maja papeža Leona, takole pravi: Bog raje govori z glasom tihega šepeta, ali kot nekateri prevajajo, ne, s pretanjenim glasom tišine, kot pa s hrumenjem silnega viharja in potresom. In mislim, da je to nekaj, česar se lahko veselimo, te njegove preudarnosti in neeksplozivnosti. Zagotovo pa se zdi, da je res človek, ki je tam, kjer mora biti, točno tam, kjer mora biti, pa naj bo to pontifikat pod vplivom Božje milosti, kot je bil veselja ob vretju Svetega Duha, ob izvolitvi, in da bi imeli veselo cerkev, kakršen je bil rimski trg tistega 8. maja. Lepa hvala obema za danes, za vse povedano, za vse misli. Jaz vas povabim, da še ostanemo, vroč dan je, bomo vse kak sok skupaj spili, pa še kakšno besedo iz zakulisja rekli. Knjiga je seveda na voljo, mislim, da danes tudi pod nekoliko nižji predstavitveni ceni. Vse vas pa povabim še v petek, pravzaprav na zaključno dejanje naših predstavitev tega poletja. Z nami bo Jernej Grm, ki prihaja iz Amerike, ki je v Los Angelesu študira matematiko in je napisal krasno zbirko poezije. In pa doktorica Mira Delavec-Touhami, ki je izdala nov roman Iztrgane korenine, ki govori o Lovru Tomanu, tudi sicer velika domoljubka. Bom rekla, oba prihajate iz tujine, Mira slovenstvo širi pa v Nemčiji. Tako da res pripravljam, imam čutek, da bo en tak celo domoljuben dopoldan pred državnim praznikom, in pa predstavili bomo tudi delček poletnega branja, ki si ga seveda tudi že danes lahko zagotovite. Tako da na prijetno branje.